Lep dober dan in sončen pozdrav, seveda najprej našim gostom, torej iz Ljubljane, pa iz Maribora, spoštovanemu gospodu predsedniku Državnega sveta, gospodu Alojzu Kovšci in pa doktorju Borutu Holcmanu, ki je predstavnik projektne skupine za pripravo zakonodaje ali pa bomo rekli po domačo realizacijo druge ravni decentralizacije ali pa drugega nivoja lokalne samouprave v Sloveniji, torej pokrajin. Veliko veseljem je, da so z nami tudi sosednji kolegi župani sosednjih občin, pa tudi gospa Koželj, podžupanja občine Šentjur. Prav gotovo je decentralizacija, torej zelo pomembna prvina zagotavljanja lokalne avtonomije in je fajn tudi, da imamo našega predstavnika lokalne oblasti tukaj, torej našega poslanca, ki nas predstavlja v Državnem zboru, Bojana Podkrajška. Seveda pozdrav pa tudi vsem ostalim mojim kolegicam oziroma kolegom, podžupanu in pa predstavnikom sedme sile. Zdaj, obdobje sproščanja konfliktov oziroma nekih notranjih napetosti v Jugoslaviji se vsi spominjamo tam v 80-ih letih. To je vodilo k zlomu socializma, nenazadnje priznavanju različnosti, pa tudi prevrednotenju nekega takratnega družbeno-ekonomskega sistema, ki mu je botrovala seveda, bomo rekli, tudi sprememba ustavne ureditve. Tak rezultat je bil prav gotovo posledica zloma, torej takratnega gospodarskega, političnega, pa tudi moralnega aspekta tega modela socialističnega samoupravljanja, kar je dejansko povzročilo tudi potrebo po spremembi vrednostnega sistema oziroma sprememba družbenih vrednot, kamor dejansko štejemo tudi klasično lokalno samoupravo, ki se seveda z novo ureditvijo vrača kot eden izmed temeljnih postulatov demokratičnega političnega življenja, tudi v Republiki Sloveniji, ki smo ga že nekoč seveda tukaj na tem prostoru aplicirali. Postane pa nenazadnje tudi konkretno pravno ustavno načelo, ki se rezultira kot nek boj neprestani za torej prebivalcev, seveda skupin in tako naprej, tudi nenazadnje lokalne politike, za neko teritorijalno, funkcionalno, organizacijsko, pravno, gospodarsko pa finančno avtonomijo, kar je v bistvu eden izmed temeljnih postulatov, torej te lokalne avtonomije. Ta reforma, kot vsi vemo, za uvod je ostala iz različnih razlogov, pač v prvi vrsti na, torej mogoče, ne vem, v prvi vrsti zaradi pretirane skrbi pred razdrobitvijo Slovenije, recimo, da ne rečem teh očetov naših naroda ali pa ustave, mogoče malce presramežljivo zapisana v ustavi in je zaradi tega verjetno ostala udejanjena na pol poti. Ustanovljene so leta 1995 samo občine, torej ta prva raven, druga raven ali pa drugi nivo, torej druga prvina, ki se tiče pa malo, torej bomo rekli vmesnega prostora med občinami in državo, pa je ostala dejansko neuveljavljena. In vsi vemo, da je Slovenija verjetno ena izmed zelo redkih držav, ki tega nivoja nima udejanjenega in v bistvu seveda zaradi tega je tudi zelo centralizirana. Celo knjige so napisane na to temo, recimo spomnim se Ribičiča, ima eno knjigo Centralizem zoper Slovenijo in tako naprej, milijon drugih avtorjev, da ne omenjam, in v bistvu seveda tu se pa vidi država, ne, in s tem dejansko pač smo naredili pač uslugo temu, da se v bistvu malce nesistematično razvija cel ta mestni regionalni prostor in seveda po moje to je ena iz bistvenih pomanjkljivosti pač tega nivoja, poleg te pretirane centralizacije. Seveda verjetno pa nobena druga tematika tudi ni dvigala zdaj v tem mestnem obdobju toliko prahu političnega, ampak nikoli nismo zmogli dosti politične volje, da bi to realizirali. Po moje bi mogli predvsem, bomo rekli, razloge torej za zelo dobro vrednoti, torej prednosti, ker slabosti skoraj, bomo rekli, ni videti, ne.
razen tega, da se mogoče kdo boji za kakšno službo, kje ne. In predvsem seveda pa potrebujemo po moje pokrajine v tem razvojnem smislu, če že ne samo upravno-političnem, ampak seveda tudi ta razvojni smisel ima ta nek institucionalni okvir. Zdaj ni nobene politične odgovornosti za sprejemanje odločitev, nimamo sprejetih vizij, strategij, sektorskih politik, tega umestnega prostora in tako naprej. No. In to se mi zdi, da je v bistvu en tak aspekt, ki je zelo pomemben. Zdaj pa seveda bil sem že predolg, pa raje predajam besedo vama, izvolite. Če dovolite za začetek, sam uvod, ki bo pojasnil mojega vlogo državnega sveta v temi. Izrekel bi dve tezi, na katerih gradim vse svoje politično delovanje. Prva je, Slovenija je država paradoksov, in druga, politika in politični in upravni ustroj je živ organizem. Slovenija je res država paradoksov. Pri nas je zelo nenavadno, da se recimo v današnjem času najbolj konzervativno obnašajo tiste stranke, ki pravijo, da so progresivne. In ravno obratno, stranke s konzervativnim predznakom so zelo inovativne pri spreminjanju javne uprave, pri spreminjanju celotnega družbenega življenja. Ta država je res paradoksalna. To doživljam vsak dan v politiki, vidim tudi, da tisti, ki so najbolj za enotnost, enakost in enakopravnost, so tudi najbolj ekstremno napirjeni proti dobrim odnosom z našim sosedom. Pa naj si gre za Madžare, naj si gre za Italijane, naj si gre za Hrvate. To je zopet en paradoks. In če hočemo iskreno govoriti o tem, kam ciljamo s pokrajinami, je potrebno te paradoksalne situacije najprej razumeti in potem tudi razumeti, odkot podpora in odkot nasprotovanje pokrajinam. Drugo, politika in država, to sta živa organizma. O čemerkoli se mi danes tukaj pogovarjamo, da bi bilo treba spremeniti, vedite, da delamo z zamudo. Pokrajine bi morali imeti pred leti. In mi jih bomo ustanavljali zdaj in zdaj bomo šli skozi razvojne težave oziroma poporodne težave nečesa, kar bi že morali na nek način nadgrajevati, kar imajo že vsi okrog nas. Zdaj, ker je to živ organizem, je treba razumeti, da kakorkoli se bo zgodilo s pokrajinami, jaz res srčno upam, da bojo ustanovljene. Imejte eno sliko pred očmi. Pokrajine niso zidovi, sodelovanje čez te meje pokrajin je možno in pokrajine niso zapr mej. Še Rim je padel, pa tudi meje pokrajin se lahko spreminjajo. Če se skozi razvoj in življenje in delo pokaže, da neka pokrajina teritorialno ni pravilno ustrojena ali da bi neka občina se čez mejo v drugi pokrajini boljše znašla, ali če pride do asimetričnega razvoja in priseljevanja, preseljevanja, doseljevanja, potem je logično, da se lahko pokrajine s časoma tudi prikrajajo, da se spreminjajo. Jaz res ne maram nekih rešitev, ki se potem vzamejo kot večne in so že v zasnovi narobe narejene, potem jih pa vsa leta popravljamo, na koncu že ne vemo več, kaj popravljamo, pa vemo, da je rešitev slaba. Naslednje dejstvo je, da s projektom pokrajin ne smemo posekati življenj ljudi, ki imajo neke svoje želje, hotenja, karierne aspiracije. Pokrajine pa ljudi v državnih podsistemih, ki se vidijo v svoji perspektivi in karieri v sistemu, kakršen je, direktno zadevajo. Z ustanovitvijo pokrajin se spremenijo razmerja moči, potrebe po kadrih, karierne zmožnosti. In to je proces, ki se ne sme zgoditi čez noč, ker s tem lahko prizadenemo veliko število ljudi. Ustanoviti pokrajine ne pomeni čarovna palčka in od danes bo vse drugače, jutri je pa nov dan. Ne.
Gre za postopen proces prenosa kompetenc in obveznosti in tudi prenosa ekonomske in politične moči. Ta bo najtežji. Mora se pa odviti postopno, če ne, bomo dobili revolucijo. Rad bi povedal samo še to, da v javnosti se je zdaj zaokrožilo eno mnenje geografov, za katere jih pravzaprav tudi nihče ni vprašal, pa so ga plasirali in so poimenovali pokrajine kar po mestih. Mi v strokovni skupini o tem nikoli nismo govorili, to ni naša ideja in mislim, da je to treba tako tudi vzeti. Še to. Naloga, ki jo Državni svet dobil od predsednika republike, je bila poizkusite, ker je že prepozno. Aktualna politika je tako razdrobljena na levi in na desni strani, potem pa še v konfliktu med seboj, da si tega ne bo privoščila. Projekt pokrajin mora priti po nevtralni poti, da ne bo postal zopet torišče ideoloških spopadov in pripravite ga do te faze, da bo podprt od lokalnih skupnosti in potem bo politika morala odločiti ali prevzame odgovornost, da ne ustanovi pokrajine ali pa izpolni svojo obvezo in ustanovi pokrajine. Ključnega pomena za ustanovitev pokrajin je podpora lokalnih skupnosti, to se pravi vas, županov in občin. Jaz ne bom okolišil, bom kar direktno povedal, kaj vidim s svojimi očmi po teh 12 letih sedenja v Državnem svetu. Sistemci ali pa bom rekel sistemski inženirji politike so pogruntali, da je drobitev na veliko število malih občin, kjer so nekatere zelo omejene v sredstvih in tudi demografsko, ni dobra. Take občine daljnoročno ne morejo se razvojno obnašati, tudi ne morejo preživeti, ampak hudič bo, če to ukinemo in združimo, ker bomo imeli potem revolucijo doma. Potem smo pa sistemski inženirji, ne jaz osebno, so se pa lotili evtanazije teh občin. In sicer na zelo enostaven način. Nihče ni o tem govoril, ničesar. Pač pa so občinam vedno znova nakladali nove upravne naloge. Ena izmed takih je bila tudi normativi za vrtce, potem pa je zmanjkalo denarja. Nalogam niso sledila sredstva, s katerimi bi jih občine lahko realizirale. In potihem se je računalo, da bojo župani pa le toliko pametni, pa bojo pogruntali, tole pa ne bo šlo, se ne izide, pa se bojo združevali. A ne, sami od sebe. Ampak glej ga vraga, kaj se je zgodilo. Občine so tako dobro gospodarile s tistimi minimalnimi sredstvi, ne samo, da so uspele preživeti, ampak uspele so se celo v takih zelo neugodnih pogojih razvijati. In potem je tu prišlo računsko sodišče in ugotovilo, da lokalna samouprava z 1 evrom naredi približno 3-krat toliko kot centralna uprava z 1 evrom, če ga obdrži sama. Nauk in spoznanje. Nesmiselno je ukinjati in centralizirati lokalno samoupravo, kar dobro deluje. Pa če nikjer na svetu ni toliko majhnih občin, pa če jih mi imamo, lejte gospodje in gospe, pri nas to dobro deluje. In nesmiselno je ukinjati nekaj, kar dobro dela. Smiselno pa je razmisliti o centralizaciji, ki nas je pripeljala do mnogih negativnih učinkov. Eden izmed njih je tale. Centralizirani sistem, da bi pokril toliko število lokalnih enot, bi moral imeti enormno vojsko v Ljubljani, ki bi se ukvarjala s tem samo, da komunicira z vami. Jaz to vedno ponavljam. Ni ga ministra, ki bi bil sposoben v enem letu sprejeti 212 županov in poslušati njihove probleme. Tudi državnih sekretarjev ni toliko. Ergo, ta način komuniciranja ministri, resorni ministri z župani ali pa občinskimi sveti je praktično nemogoč. Tudi teoretično ga ni mogoče izvesti, kaj šele v praksi. In kaj se nam dogaja? Dogaja se nam, da tisti, ki so bolj vplivni in bolj močni, večkrat potrkajo na ministrska vrata, tisti, ki to niso ali pa ki ideološko in občina po volivcih pripada trenutni opoziciji, pa nikoli ne pridejo do ministra. Ta sistem vodi v najprej nesmotrno porabo sredstev, po drugi strani pa tudi v možnosti korupcije. Ta sistem onemogoča
formiranje nacionalnega interesa. In v tem sistemu centraliziranem se ogromno denarja izgubi na tako imenovanih velikih nacionalnih projektih. In če bi vprašali vse župane, ali to smatrate za nacionalni projekt, bi velika večina rekla, ma niti podrazno. Nekaj nam manjka. Manjka nam umestna stopnja, ampak ne umestna stopnja birokracije, pač pa umestna stopnja razpolaganja z sredstvi, kompetencami in seveda odločitvami. Mi se zavedamo, ko smo ta projekt začeli delati, da mnoge občine medsebojno sodelujejo. Ta sodelovanja so večinoma ad hoc, po projektih. Zelo dobro. Edini problem je, če se zmeni 6 občin, da se gredo en in isti vodovod delati, potem pa denarja država za to noče dati, pa enega izmed županov iz teh občin pokliče pa reče, dej, kaj najbolj rabiš. Ja, pa pove. Pa mu pa rečejo, ne veš, tistega projekta se pa ni treba zdaj lotevati, dej se ga drugič. In potem občinski svet, ko je zadeva že skoraj zaključena, iz ene občine reče, mi se pa to ne bi šli. In projekt za vseh ostalih 5 občin pade. Vam povem, da vem, o čem govorim. Govorim o aktualnem primeru. In 5 maratoncev teče novi častni krog. In tako se zgodi tudi z razvojno osjo oziroma cesto od Škofljice do Kočevja. Župani se zmenijo, vse čudovito laufa, zagotovijo že skoraj vso konstrukcijo, potem pa ena občina dobi eno obvoznico čez mesto. In oni iz tega projekta izstopijo. In projekt pade in ostali se sedijo in se praskajo po glavi. Tega si mi ne smemo več privoščiti. To mora biti enostavno enkrat konc. Edini projekti, ki pol tukaj uspevajo projekti, ki so v Ljubljani, v centru. Namesto nekaj 100 km cest okrog prestolnice se bo odkupila po ogromni ceni zemljišča okoli Ljubljane in se bo delal drugi avtocestni ring. Veste, kdaj boste vi na vrsti? Nikoli. Ampak to je projekt, ki uspe. In to je tudi projekt, kjer so lahko ogromne provizije in vsi veseli. Zdaj bom pa nehal stikati hudiča na zid. Glejte, jaz verjamem, da je veliko pasti in možnih težav. Največja je ta, če se pokrajine ustanovi in se jih popolni z kadri, ki so viška po ministrstvih. Potem boste dobili iste ljudi in odločali in delali bojo na enak način. Pokrajine je treba pofilati od spodaj navzgor. To je eno. Drugo, treba je dati času čas. In nekateri, ki so zdaj aktualni in ki so ne delali, bodo počasi šli v penzijo in počasi se da ta sistem nekako izčistiti. Rok, ki je postavljen za ustanovitev pokrajine približno 10 let, jaz mislim, da v tem času se da zadeve postaviti na noge in biti vsaj enakovreden našim mejnim državam. Toliko o tem. Več o pro et contra, pa potem, ko bo dr. Holcman predstavil, kje projekt zdaj je. Praktično mislim, da je že vse skupaj pripravljeno za to, da se zakon lahko sprejme. Hvala lepa, gospod predsednik. En lep pozdrav vsem, pa hvala za povabilo. Pozdrav predsedniku, poslancu, seveda prej spregledan, se opravičujem še enkrat podžupani in seveda vsem županom in vsem, ki ste tukaj. Seveda hvala vsem tistim, ki ste nam dali možnost, da razmišljamo o pokrajinah v Sloveniji. In veste, po osnovi sem marsikaj, tako kot je gospod župan rekel, da je predsednik vojak. Ne vem, če veste, da je tudi urar. Sem pa jaz pravni zgodovinar in preprosto ne morem drugače začeti, kakor da bi začel z zgodovino. Veste, to, kar mi v Sloveniji danes imamo, to je stvar habsburške pravne kulture. In veste, izzivam vas, ker sem vam dal gor ta prvi slajd,
To je tisto, kar je bilo leta 1918. Takšna je bila Slovenija. Osrednja 2A, 2B, 2C, to je bila pokrajina, dežela ali kronovina Kranjska, z Gorenjsko, Dolenjsko in Belo krajino in Notranjsko. Gorenjska s Kranjem, Dolenjska z Belo krajino v Novem mestu in Notranjska s Postojno. Osrednji prostor Ljubljana je imela že takrat svoj status. To se pravi, če smo predlagali v samem štartu, da bo imela Ljubljana svoj status, nismo čisto nič novega, samo stare stvari tako rekoč uživljamo. In veste, največji problem v slovenskem prostoru je to, da smo 100 let v nekem vakuumu. Mi danes več preprosto ne vemo, kaj je ta vmesna pristojnost, kaj je ta vmesna avtoriteta, s katero bi mi dobili, oziroma katero bi dobili pri tako rekoč uvedbi pokrajin. Glejte, bom se navezal, gospod župan, nekajkrat na vas danes. Vi ste danes rekli, da je Zreče in da so vse te vaše okoliške občine so del te in druge in četrte statistične pokrajine. Veste kaj? Statistika je nekaj, kar ugotavlja, ali vam te statistične pokrajine z avtoritarnega, to se pravi, kjer bi vi imeli predsednika, ki bi odločil v tej pokrajini, kakorkoli v vašo dobrobit, samo ugotavlja, kako ste v minusu, pa kako ste slabi, pa mogoče še ugotovijo, ja, mogoče pa imajo kje kakšen presežek. To je edino, kar vam statistične pokrajine dajo. Kar pa dejanske pokrajine morajo prinesti in so skozi zgodovino dajale, je pa seveda bil predsednik ali glavar ali kakorkoli ga že imenujete in naše sosedne države ga imajo, pa se ve, to je gospod, ki znotraj svoje pristojnosti, svojih ingerenc zadevo naredi. In glejte, leta 1981, potem so pa zadevo prenovili 2002, so Nemci, kakor da so malo čutili, da bo prišlo do združitev obeh Nemčij, izdali en priročnik Pravna kultura. A veste, zraven pa takoj dodali še upravna kultura in politična kultura. Zdaj, jaz mislim, da nima smisla, da vas sprašujem, kaj je to kultura. Vsi veste, to je naša dediščina. To je tisto, s čemer se mi identificiramo. In zopet tretja opaska, ki jo je rekel gospod predsednik, pravi, tako sem vesel, ko pridem v Zreče, ker vidim, da je ta župan patriot. Jaz bi rekel nekaj drugega. Človek, ki se identificira s svojim krajem. Ker, veste, če rečemo patriot, potem imate takoj prisluhe kakšnih gospodov in dam, ki rečejo, joj, ta pa je populist. Ne. Veste, prevečkrat malo sem že star. To se pravi, gospod, župan, tisti župan oziroma tista občina je lahko srečna, ki ima župana, ki živi, ki se identificira s svojim krajem. Ker tisti bo iz tistega 1 evra naredil več kot država iz 3 evrov, ker bo ta 2 evra šla še nekam drugam, 3 evr pa tako naprej. In zakaj pravim, da je ta prostor pravne kulture Habsburžanov? In so se sicer s predsednikom pogovarjala, da kar se tiče imen, ne bomo razpravljali, ampak eno stvar bi vam pa rad povedal. In bi prosil za naslednji slajd, kar kliknite, evo ga, tukaj imate prostor, ki je star, verjamete ali ne, najstarejši del, to je tam Istra, iz 5. oziroma 6. stoletja. Se pravi, 1500 let nekdo v našem prostoru govori o Istri. Potem imate Krajinsko, 10. stoletje. Prve listine, kdor pozna gospoda Petra Štiha, velik zgodovinar, on piše in raziskuje listine, kjer je prišlo do oblikovanja pokrajine na področju Krajinske v 10. stoletju. Potem imate Štajersko. Tukaj je Šprajchofer, pa manj Holcman o tem tudi nekaj piše. Imate leto 1186. Prva ustava.
za katero še danes velja, da rečejo, karkoli pa ni na Kranjskem, pa na Primorskem, pa na Koroškem zapisano, to poglejte v ustavo, ki velja za Štajersko. Zato sem ponosen Štajerc, pa tudi če pridem v Ljubljano, Ljubljančani se lahko samo po Štajerci zgledujejo, mi je prav žal. Tudi župana imajo tak, da so rekli, ja, župana na Kranjskem 1504. lahko izvolite samo tako, kakor ga volijo na Štajerskem. Župan ima take ingerence, kot jih imajo štajerski deželno-knežji župani in tako naprej. Če kdo napade kranjskega oziroma ljubljanskega župana, se ga kaznuje tako, kakor se kaznuje v štajerskih deželno-knežjih mestih. Sem vam dovolj povedal, ne? Mislim, da imate dovolj močno orožje. No in to, gledajte, govorim o pravni kulturi. Kaj je pravna kultura? Pravna kultura je to, da imaš ti ustavo, da imaš ti zakone in da vedno znova iščeš tiste vrednote, ki jih želiš v ta prostor prinašati. In gledajte, velja eno pravilo, ubi societas ibius, tam, kjer je družba, tam je pravo. In to pravo mora tej družbi služiti. In to je tisto, kar mi želimo z pokrajinami prinesti. In zakaj habsburška pravna kultura? Zato, ker so Habsburžani šele 1228 prišli v ta prostor, ki je že imel imena, ki je že bil prostorsko oblikovan, pa bi lahko Friderik III., ki je bil predhodnik cesarja Maksimiljana, v svojih 60 letih vladanja vse spremenil. Ne, ni spremenil tega, ampak je svojo pravno kulturo oblikoval tako imenovano upravno kulturo. Kaj pa je upravna kultura? Upravna kultura pa je sestavljena iz dveh elementov. Uporabnika upravne kulture in tistega, ki to zagotavlja. Veste, v slovenskem prostoru pogrešam eno razpravo o upravni kulturi. Zakaj? Ker se preveč govori o tako imenovani pravosodni kulturi. Pa govorimo o krivosodju in tako naprej. Nič narobe. Ampak koliko od nas pa potrebuje pravosodje? Vam povem, dosti manj kot tisti, ki uporabljamo oziroma potrebujemo upravo. Vsaj enkrat na leto greste na upravno enoto, ker morate registrirati svoje vozilo. Se zavedate tega? Se pravi, upravne zadeve dosti bolj uporabljamo, kakor pa seveda pravosodne. In nekaj je, pri upravi, kaj mora uprava zagotavljati? Na eni strani povsem apolitično delovanje, ne glede na to, kdo tja pride, mora to zadevo temu človeku, ki je prišel, zagotoviti. In to je tista upravna kultura, ki jo bomo in je zapisana v novem zakonu, kjer bo moral, tudi če bo predsednik iz ne vem kakšne XY stranke, takrat, ko bo predsednik pokrajine, bo to zadevo moral izpolnjevati za vsakega prebivalca tiste pokrajine. To je eno izmed pravil tako imenovane upravne kulture. In naslednja in ta zadnja je pa tako imenovana politična kultura. Ta je seveda potem odvisna od tega, koliko se te razvojne in potrebe prebivalcev posamezne pokrajine evidentirajo. In če pogledamo še naslednji slajd, boste videli, to je Kozler. Vidite, Kozlerjev, zemljevid 1853. In če ga primerjate z onim prej notranje Avstrije, vidite, da praktično ni nobene razlike. To je prostor, kjer je slovenski prostor poln slovenskega človeka in to je prostor, če pogledate danes spletne strani avstrijskega pravno-informacijskega sistema, kjer povedo, to je prostor, kjer živi slovenski živelj. In sam sem zdajle pred kratkim eno zadevo raziskoval. Poglejte, ta sistem občin, kakor ga danes poznamo, je star 173 let. Oziroma 171, pardon, 1849. In kaj je bilo v 33. členu Ustave z 4. marca 1849 zapisano? Temeljne pravice, ki jih država občinam zagotavlja, so volilna pravica, odločati
o zadevah svojega občinskega kraja, ki je bil veste, da je včasih bila občina osnova davčna občina, tako da bi danes morala Slovenija imeti čez 1000 občin, če bi se držali davčnih ali katastrskih občin. Potem so bili večji kraji, okraji in mesta. Ampak pustimo to. To se pravi volitve. Lasten proračun, ki je moral biti transparenten, zdaj pa pazite, za prostor, kjer je bilo slovensko življe, je tako rekoč posredno določil zakonodajalec, da morajo biti proračuni tako sestavljeni, da ga lahko prebere vsak preprost, ki je znal brati. Torej, Slovenc v slovenskem jeziku. 1849. Čeprav govorijo, da to ni bilo, ampak to je bilo. In glejte, to je tisto, kar je ta prostor dajal. Enako je seveda tudi s pokrajinami in če še zadnjega pošljemo naprej, zadnji slajd, to je pa, glejte, to, kamor slovenski prostor sodi. V tako imenovano, mi smo dediči habsburške pravne kulture, imamo vso dediščino zavedanja prava, vso dediščino zavedanja kulture kot kulture, imamo praktično vso zavedanje notranjega prostora logistike, kamor spada vodovod, cesta in tako naprej. Praktično vse tisto, kar vi župani danes počnete. Vse to je v tej kulturi noter. In glejte, še enkrat, 5., 6. stoletje, arhidiakon govori o Istri in o Istranih, 804. imate Rižansko večo, ki govori o Istranih. Potem imate 10. stoletje, govori o Kranjski, imate 12. stoletje, ustava Štajerske, ki jo skupaj oblikujejo Babenberžani in Otokarji, imate 1752 združeno Primorsko s Trstom in Istro, se pravi, ne govorimo o nobenih nekih novih imenih in je zato zelo, zelo nerelevantno in se moram reči žalosten, zato ker pride tam nekdo še z tako zveneče komisije za standardizacijo imen, da tega ne pozna in govori o neki Avstro-Ogrski. Veste, Avstro-Ogrska pa je nastala 1867. Tako da nekdo se norca dela iz znanja in veste, nekaj vam povem, geografi z vsem dolžnim spoštovanjem lahko ugotavljajo, kako so pokrajine nastajale. Ne morajo pa ugotavljati, kakšna so bila upravna in pravna razmerja med ljudmi, ki so tam bili. In veste, ko so nastajale te dežele, nihče ni razmišljal o imenu. Vsi so razmišljali o pravnem sistemu, o tistem, kako zagotoviti človeku na tem prostoru logistiko, da bo se s tem prostorom tudi identificiral in da bo ta prostor imel taki, kot je. Zdaj pa iz tega zgodovinskega, malo daljšega uvoda, gremo na tisto, kar smo mi naredili, to je pa seveda naslednji slajd, upam, da bo prišel, evo ga, to je pa to. To je pa zdaj tisto predvideno, kako poskušati Sloveniji le dati neke zaokrožene zadeve. Zavedamo se, da bodo tudi ljudje, ki s tem ne bodo zadovoljni. Ampak kakor je že gospod predsednik rekel, to so stvari, ki niso zabetonirane. To so stvari, o katerih se lahko pogajamo. So pa to prednosti proti tistim, ki tega nimajo. Veste, pogovarjal sem se z ljudmi iz Štajerske dežele, verjemite, da imam kar nekaj ljudi v tistem rangu, pogovarjal sem se z njihovimi okrajnimi glavarji, so rekli, veste, kaj nam manjka? Manjka nam Gesprächsperson, se pravi človek, pravi, vaši župani so odlični, ampak ko gre za večji projekt, ne moreš dobiti nekoga, ki bi te ljudi povezal med seboj. Ta nam manjka. In zato lahko to zadevo reši samo pokrajina. In seveda zdaj, če bo tako, kakor je to, je vprašanje. Ampak, zakaj smo rekli še Maribor tak z istim statusom kot Ljubljana? To je zopet nekaj, veste, mi z angleščino izgubljamo nemško pravno misel.
Mi izgubljamo tisto, kar Nemci razvijajo. Nemci razvijajo poleg tako imenovanega metropola, metropolis, glavnega mesta še regiopolis, ki okoli sebe združuje. In to imamo zopet en lep primer, kako Maribor postaja skozi univerzo, skozi znanje, povezovalni člen te naše makroregije. In to je zelo pomembno. Ne samo Ljubljana, ne, kjer ostane 39% vsega evropskega denarja, za tistih 61% pa v Ljubljani prav nič ne briga, a bo prišlo ali ne. In veste, uradniki znajo biti zelo nesramni. Sem to doživel na lastni koži, ko sem rekel, da malo sem preveč stegoval jezik, pa sem enkrat na enem zboru dejal, da nažalost pač vidijo z 10. nadstropja samo tisto, kar vidijo, vmes pa so še Trojane. Pa je potem ena dama, mlajša, znorela nad mano, pa rekla, da nimam pojma. Ne? Pa sem pa rekel, ja, gledajte, podatki pa kažejo, da 39% denarja ostane, 61%, oziroma pride 61% pa ostane, ampak to je tistih 61%, kjer bi lahko pokrili tisti prostor, pa mogoče Trojane malo znižali, pa malo znižali celoten obroč okoli Ljubljane, vseh polhograjskih in ostalih dolomitov in glih tako, da me niso ubili. Ampak to je pa tisto, a veste, to je pa tisto, ko vsi mislijo, da z 10. štuka v Ljubljani vidijo vse. In naslednji slajd govori potem o tistem, kaj smo in kako smo mi delali skupaj, gospod predsednik je s tem zelo seznanjen. Mi smo šli skozi evidentiranje, evidentirali smo okoli 180 zakonov, ki jih je treba porihtati. Več ali manj smo šli na tako imenovano gospodarsko ureditev in če kliknete na tisto gor, bomo dobili en slajd, kateri zakoni pridejo. Ne, nazaj. To je že preveč. Na gospodarsko-pravna ureditev, če lahko kliknete. Tam, ja. Vidite? No, tu vidite, kaj vse je potrebno spremeniti, če hočemo samo gospodarsko-pravno ureditev spraviti na regionalni nivo. Tako da, gospod poslanc, še boste delali v parlamentu za regije, ne samo zakona, ampak še kaj zraven. Se pravi, vidite, varstvo konkurence, računovodstvo, finančni predpisi in tako naprej. In če se vrneva, če kliknete zgoraj na gospodarsko-upravna ureditev, bova se vrnila na oni prejšnji slajd, tako, pa kliknete na gospodarske dejavnosti. Glejte, tukaj imamo zopet podjetništvo, energetika, rudarstvo, promet in zveze, gospodarstvo in turizem, to mislim, da bo za Zreče še zelo pomembno, pa mislim, da za vse vas, ki ste tukaj okoli. Torej, vidite, koliko je, nisem šel potem gledati, koliko bi bilo pri izobraževanju in tako naprej. Če vrneva nazaj, lahko padem besedo. Lahko, gospod predsednik, ni problem. Tehnično gre tu za spremembo zakonov, vsebinsko gre pa za pristojnosti, ki grejo na pokrajino. Tako. To so pristojnosti, ki se prenesejo na pokrajino, kar se zdi meni najbolj pomembno. V vsej tej debati o pokrajinah se nihče ni poglabljal v to, kaj bodo pokrajine dobile, pa s kakšnim tempom bo to prešlo na pokrajino. In ne koliko bo to stalo. Ministrstvo smo zaprosili za izračune. Zadnji izračun, ki smo ga dobili, da bo cena prenosa 158 milijonov evrov, ampak toliko te zadeve stanejo tudi, če niso prenešene. To se pravi, da ne bo prišlo do nekih milijardnih stroškov v zvezi s prenosom, vsaj v prvi fazi ne. Medtem ko multiplikativni učinek se začne pa takoj. Se opravičujem. Ko smo enkrat razpravljali ob teh predstavitvah, smo bili na gospodarski zbornici v Ljubljani in potem smo rekli, da s tem ukinjamo to dvotirnost, upravne enote in tako naprej prihajajo sem. In potem smo rekli, koliko je direktorjev upravnih enot in koliko je potem s tem pač upravne enote več ne bodo imele toliko direktorjev, da bo jih manj, se je ena dama oglasila, pa pravi, ja, veste, tukaj sem 2% BDP. A veste, koliko je to? 200 milijonov. Še 40 milijonov nam bo ostalo, če bomo začeli samo z upravo. Torej, vidite, na kak način
se da, če samo malo pogledamo, pa vzamemo svinčnik v roke, pa preračunamo, kje je ta zadeva. No in potem, če pogledamo, kako smo se odločali pri zadevah še naprej, ne, to se pravi, proračunsko evidentiranje je pripravljeno, zdaj le bo zadeva šla, kar se tega tiče, v ustanavljanje pokrajinskih uprav, ne, se pravi, denar smo evidentirali, ta denar je tukaj, je v proračunu, nič ne bo novega. In potem smo seveda rekli, faza odločanja meja, smo pa rekli, nekaj pa moramo določiti, boste videli zakaj, na koncu sem si privoščil eno zadevo, zato sem tudi rekel, da je gospod predsednik poleg vojaka še urar in če ni vojak dober, a veste, če streljaš mimo, nisi dober vojak in če si urar, moraš biti pa natančen. Ne? Torej, eno in drugo se je v osebi našega predsednika združilo. Potem smo pa šli gledati izhodišče, katero bi bilo. Nekateri so govorili, predvsem predstavniki levice, je bilo zanimivo. Ne? Ja, veste, bi bilo pa zelo dobro vzeti kot izhodišče katoliško cerkev v Sloveniji. 6 škofij in ta zadeva zaključena. Ja, ampak veste, tile so manipulirali. Zakaj? Res imamo 6 škofij, ampak te škofije imajo naddekanate. To so tako imenovane kresije, ki jih noben prostor več nima, tudi Avstrija je 1849 kresija odpravila in začela z tako imenovanimi okraji. Potem katoliška cerkev ima dekanije, tudi tega ni v prostoru. In šele potem pridejo župnije, ne? In mi danes jadikujemo in jokamo, da imamo 212 občin. Veste, koliko župnij je v Sloveniji? 748. Dobro, se niso vse zasedene, se ni vseh duhovnikov, vse so uprave, ampak to so teritorialne enote, kamor se ljudje tako rekoč čutijo. Moja pokojna, mislim, ne pokojna, še ni, še živi, hvala Bogu, ampak nažalost v njenih letih je to tako daleč, pokojna babica, ona se je imela vedno za župljanko župnije Smurek v Avstriji. Pa čeprav je živela v župniji Sveta Ana v Slovenskih Goricah. Zato, ker je tam bila rojena, ker je tam čutila neko povezanost. In tako je s temi župnijami, in tako je, veste, zanimivo, tudi z občinami danes. Zdaj pa, če greva naprej, prideva na tisti slajd, ko govorimo o tem, kaj bo pokrajina imela. Pokrajina bo imela pokrajinski svet, bo imela predsednika pokrajine, bo imela nadzorni odbor pokrajine in to, kar je zelo pomembno in je paralela z državnim svetom, je to svet občin. Tukaj noter bodo sedele ali boste sedele županje in župani. In če pogledamo zdaj ta prvo pokrajinski svet, če kliknete gor, pa gremo kar naprej dol. Pokrajinski svet kot tak, kar klikajte, če lahko, je najvišji organ. To se pravi, to je parlament, dejansko parlament pokrajine. Ima lastne in prenesene funkcije, katere funkcije, vidite, so regulatorne, volilne, upravljavske in hkrati nadzorna. Namreč, pokrajinski svet bo lahko nadziral, da ne bo, ampak to ne pomeni, da bo vam gledal pod prste. Kolikokrat ste pa dobili kako zadevo kot župani zavrnjeno, ker ni bila po mnenju nekega uradnika v Ljubljani po 3-4 letih, a počasih se že župan zamenjal, niste delali skladno z zakonom. To je ta nadzorna funkcija. To se pravi, to je funkcija, ki vam bo pomagala. Še mislim, da je en stavek in štev bo od 31 do 45 članov, glede na to, kakšno je število prebivalcev pokrajine. Da vam postrežem z enim podatkom, 1850 so prišli prvi zakoni dežel, ki so primerljivi z zakoni, tem zakonom o pokrajinah, je seveda bil vsak deželni zbor razdeljen oziroma je imel 60 članov. Od tega je bilo 20 tistih, ki so bili največji davkoplačevalci v deželi. 20 tistih, ki so prihajali iz največjih občin.
in 20 tistih, ki so bili potem proporcionalno razdeljeni po celotni pokrajini. Kot cukr, tega danes najverjetneje ne bo možno, ampak to je bilo do leta 1920 v Avstriji čisto normalno in tudi v našem slovenskem prostoru čisto normalno. Če kliknete na pokrajinski svet, prideva nazaj, pa če pogledava predsednika pokrajine, to je izvršilni organ pokrajine, je predstavnik, je človek, ki bo tudi malo udaril včasih pokrajinski svet po prstih, ne bo šlo skozi, je on tisti, ki bo lahko zadevo posredoval Ustavnemu sodišču, kajti namreč, veste, če tudi gre za samoupravo, mora ta samouprava biti skladna z Ustavo in zakoni in podzakonskimi akti, tako kot je povsod, se tudi na občini, čeprav se greste samoupravo, počasi kakšno avtonomijo, ne, se pravi, sami napravite kakšen predpis, sami veste, da je to predpis, ki mora biti pa še vendar še kako skladen. Ne. In seveda še ena vrstica je, kako je z volitvami predsednika pokrajine. Sta dva predloga, eden je, da se ga voli neposredno, tako kot se voli župane, drugi pa je, da ga izvoli tistim, oziroma da dobi mandatar tista grupacija, ki je po strankarski liniji dobila največ. In tukaj je seveda možnost interpelacije oziroma zamenjave, če pač druga opcija ponudi ekvivalent in se tako rekoč v svetu predsednika odvoli. To je nekaj podobnega, kot je na državni ravni, kadar dobi predsednik vlade nezaupnico, tako bi tudi predsednik seveda dobil konstruktivno nezaupnico. Ne. Če se vrneva nazaj na nadzorni odbor pokrajine, tukaj ni kaj dosti za razpravljati, tu več ali manj vsi poznate funkcije, več ali manj ste si zadevo tudi prebrali. Če greva nazaj še na svet občin, ta je za nas najbolj zanimiv, kajti namreč, če pogledate 143. člen, no, zakaj pa noče? Kliknite na svet občin, pa vas bo vrgel na prvo stran. Tako. No. Hvala. Zdaj pa smo na svet občin. Ok, v redu. Tukaj seveda gre za vertikalno sodelovanje in svet občin bo imel možnost veta. To, kar ima predviden je sistem, kakršnega ima danes državni svet za svet občin, tako da predsednik... Za eno razliko se opravičujem. Državni svet ima možnost suspenzivnega veta, to se pravi zadrževalnega veta. Ja. Svet občin bo imel možnost absolutnega veta. Ja. To se pravi, da tisti, kar župani boste v svetu občin rekli v pokrajinskemu svetu ne, pomeni ne. Ne bo možno, da bi bila izigrana volja lokalnih skupnosti s tem, če bi nekdo dosegel nek presežek članov pokrajinskega sveta in bi pokrajino vodil tako malo po svoje. Ne bo šlo. Še vedno bojo občinski sveti preko županov v svetu občin lahko dali veto. Seveda znotraj tega, kar je v teh alinejah napisano, ne, to je jasno, ne da bi zopet lahko župani šli tudi v neko uzurpacijo, ampak jaz mislim, da tisti župani, ki živite z svojimi občinami, dvomim, da boste kako drugače. Glede na to, na kar sem bil opozorjen v Zrečah, pa mislim, da drugi župani nič kaj dosti ne zaostajate. Vsaj ni treba zdaj pokazati. Ne? Ja, to je več ali manj vse. Zdaj bi pa še prosil za čisto zadnji slajd. Takole. Glejte, vsi poznate uro, ne? Tole pred vami je praktično mehanizem ure. Zakaj sem prišel na idejo, da vam pokažem, kako bi naj država funkcionirala, ravno za to uporabo urni mehanizem in uro. Vsa politika, vlada, parlament, če hočete ta veliki del, pa tudi vi na nivoju lokalnih samouprav, pričakuje se, da boste delovali transparentno. Ve se, skladu s kakšnim pravilom delate,
ve se, kakšna imate sredstva, vse. To je nekaj takega, kot če pogledate urni mehanizem, za katerega se točno ve, zakaj je kakšen kolešček. Ne? In če samo kliknete, bo prišla ena zadeva. Tukaj vidite, imate 4 strani, to se pravi 4 peresna deteljica, 4 strani neba, 4 elementi in tako naprej. Vsi, od državnega nivoja do občinskega nivoja, morate delati skladu z zakonom o upravnem postopku. To je tista upravna kultura, o kateri sem vam prej govoril. Ne? Vi morate kot uradnik bi moral biti nepristranski. Ne? In tukaj vidite, da deluje. Zdaj pa vam bom še eno drugo stvar pokazal. To bi seveda gospod predsednik lepše prevedel, kot pa jaz, ampak če hočete, da vam ura gre točno, ne, pa vam malo prehiteva, morate narediti 2 zadevi. Prva zadeva, mogoče se vam je ura ustavila, je tam krona, se pravi ta majhen gumbek na uri, s katerim uro nastavite. To je princip delovanja ustavnega sodišča. Potem imamo tukaj nihalko, ki glede na vzmet, ki je tam kaj zgoraj, ne, skrbi, da se zadeva pravilno vrti, hkrati imamo pa tukaj, zdaj pa tega pa ne poznam, kako se temu... Slovenski izraz je zaporka, preprečuje, da bi se kar ura odvrtela, ampak enkrat zaniha v eno, drugič drugo stran in vsakič, ko zaniha v eno stran, spusti za en zobček celoten mehanizem naprej. Ne, in to je tisto, kar pravijo na občinskem nivoju, govorijo za nadzorni odbor, to je na najvišjem nivoju in to bo tudi predvideno za pokrajinski nivo. In če kliknemo naprej, dobimo seveda kaj? Nivo občin, ki morajo neposredno delovati. Jaz ne bom šel na državo, če rabim zgramozirano cesto, bom šel k županu oziroma k nekomu, ki je zadolžen za komunalne zadeve. In občina je tista, ki neposredno, ki najhitreje deluje. Jaz si pravim, to je sekundni kazalec na uri. Takoj reagira, takoj je vse narejeno. In veste, ena stvar je, vam moram reči, kakorkoli rečejo občine, preveč in tako naprej. Ampak zdajle, ravno v tej krizi, se je pokazalo, kako pomemben dejavnik je občina. Kaj bi bilo, če mi ne bi imeli občin? Si znate predstavljati? Ja, se je res sekundni kazalec, če se mehanizem stavi najprej sekundarne laufa, to prvo vidiš. Ne? Če občina ne dela, je zastonj država, ok. In, gledajte, ta sekundni kazalec, če pogledate noter, je vpet v celotno kolesje. V celotno kolesje. Je del tega transparentnega delovanja države. In če kliknete naprej, dobimo urni kazalec. Država. Ne? Ves čas lahko, tudi urni kazalec vam lahko laufa. No, lepo laufa. Samo, kje ste pa na nivoju občin, ki morajo danes poskrbeti za 2/3 kilometrov cest v tej državi? Ne? Samo za ceste, da govorimo. Kaj šele potem vodovodi, celotna komunalna, celotna izobraževalna na primarnem nivoju? Kdo skrbi za vrtce? Država, ne, občine skrbite za vrtce. Ne? Kdo skrbi za primarno zdravstvo? Občine. Ne? Torej, vidite, ta majhen, zelo hiter kazalec je zelo pomemben. Točno veš, kje si. In tisto, kar bi mi pa radi noter dali, in če date še tega, ne, pa dobimo še en kazalec, to so pa pokrajine. Ta pa je malo drugačni barvi, zato ker ta še ni realizirana. To je pa seveda minutni kazalec, počasi teče, potrebuje dalj časa za premislek, ker je treba koordinirati večje število občin, ker je treba koordinirati vse tisto, kar smo rekli od pokrajinskega sveta, predsednika, nadzornega in sveta občin, pa vendar se točno ve, kje bomo, kako bomo in na kak način bomo vozili sami, kako se bomo kulturno obnašali znotraj prostora, ne? Koliko bo te pravne, upravne in politične kulture, koliko bomo tega zmogli. In veste, sam se ukvarjam z eno mislijo, da bi prevedel
ta priročnik pravne in politične kulture, ki so ga napisali Nemci, pa ga posodobil oziroma prilagodil slovenskemu prostoru, ker se mi zdi, da nam včasih kakšna misel zmanjka. Čeprav na nivoju občin se tega ne bojim, bojim se včasih v kakšni frakciji oziroma v kakšni stranki, da so preveč populistični, pa si mislijo, kako bodo oni vse naredili, pa so imeli veliko možnosti narediti, pa vemo, kje smo. Tako da, vzamite si uro, vsak ima uro, spomnite se, če ste si niste kaj drugega zapomnili, to sem prepričan, da si boste zapomnili, in če še kliknete enkrat, hvala lepa. Jaz se lahko prosim, da se vrnemo na tisti del, kjer govorimo o vsebini pokrajinah oziroma o zakonodaji. Jo, lahko. Ker mislim, da se otismo, tam je treba postaviti kakšno vprašanje. To se pravi... Gre za mačka v žaklju, ampak kaj ta pokrajina v resnici podela? Če greste nazaj, tule. No, oba. Ne, še nižje. To, gospodarska, katerokoli, ne? Vse imamo potem še državna ureditev, pravno, civilno pravo, kazensko, negospodarske, delovno pravo, ne? Eno je ustanovitev pokrajin, drugo je pa potem povuci potegni, kaj od tega bo dejansko samouprava. Pokrajinska samouprava. Če čisto enostavno rečem, veliko število majhnih pokrajin, ki so šibke in ki ne morejo vseh teh zadev same obvladovati, pomeni strel v koleno. Premajhno število pokrajin pomeni, da bojo nekatere močnejše kot ostale in zopet pri črpanju sredstev in pri navijanju za to, kaj je nacionalni interes in kaj ne, bodo ostali izviseli. Temeljna ideja, da bi bila vsaka pokrajina sposobna akumulacije in razvoja, razvojne naravnanosti, ne ustanavljamo jih zaradi tega, da bo kdo dobil delovno mesto, ampak zaradi tega, kar ste vi danes govorili, župan, da se lahko povezani razvijate v eno smer. Slovenija je res majhna, ampak je tudi tako strašno raznolika. Raznolika je po danostih, sposobnostih, demografsko je različna, ne da se upravljati iz enega centra po enem kopitu. Ne da. Je enostavno preveč različnih stvari. Tudi vpliv tržišč. Nekateri mejijo na močne trge, kjer smo lahko dobri partneri in čezmejno sodelujemo, drugi pač ne. Se moramo obnašati drugače. Največji problem je pa Ljubljana. Ljubljana in ljubljanska urbana regija dobesedno iz leta v leto bolj hitro požira Slovenijo. Dobesedno. Čedalje več ljudi se vozi v službo v Ljubljano, zaradi tega čedalje več trgovin in ostalih storitev dela v Ljubljani, čedalje več se gradi stanovanj za te ljudi, ki hodijo v Ljubljano, in verjemite mi, da s preselitvijo ministrstev nekam ven se ne zgodi nič, ker se odločitve še vedno sprejemajo v Ljubljani. Ta ministrstva, tudi če bojo minister za okolje in prostor v Celju, ne bo odločalo ministrstvo nič drugače, kot bi odločalo v Ljubljani. Jaz mislim, da se o Celju in okolici mora odločati v Celju, ne pa v Ljubljani. Upam, da se razumemo, kaj se hoče povedati. Kar? Ok. Prosim. Hvala za besedo, spoštovani župan, predsednik najprej lep pozdrav vam, spoštovani predsednik Državnega sveta, z mojim strani dobrodošel v tem pohorskem kraju občini Zreče, seveda gospod Luro, dr. Luro, vam, vsem županom, cenim gostom, podžupanom. Ne bom veliko časa, ker smo to kvalitetno predstavitev poslušali, jo videli kot državni zborski poslanec, pa moram priznati, da si upam to trditi, da znam dosti občin v Sloveniji, kako delujejo, in sem trdno prepričan, da 98% občin dela zelo kvalitetno in
veliko krat se mi je postavilo vprašanje, če bi država v 30 letih tako gospodarno delala z denarjem, ko delajo občine, a si znate predstavljati, kakšen razvoj bi danes bil v Sloveniji? Jaz mislim, da si ga ne znamo predstavljati. Pa tisto, kaj je doktor Borut povedal, jaz si tudi ne znam predstavljati, če ne bi bilo teh občin, predvsem tudi majhnih, kako bi se letos odzvali na to krizo, ki nas je doletela. Mogoče dam za primerjavo občino, v kateri smo danes gostje, pa občino Vitanje, kateri tudi je moj volilni okraj. Te dve občine prav gotovo ne bi bile danes tako razvite, če ne bi bila samostojne občine. To je dejstvo in jaz mislim, da tu ni treba biti velik strokovnjak, da to vidiš. Da me te lažje razumeli, kaj želim nadaljne povedati, trenutno poteka v Državnem zboru tudi sprememba volilne zakonodaje. Mogoče je lahko malo primerjamo, ker bomo šli pol, seveda, ker bomo mogli to življenje spraviti, kar smo danes poslušali, še kaj spremeniti, pa življenje spraviti. A veste, ko da minister zemljevid novih volilnih okrajev na mizo, pa bom zdaj govoril vseh 90 poslancev, ne? Najprej skočimo pa pogledamo svoj volilni okraj. Ali je dober ali slab. Hočem povedati, če bomo vsi skupaj skakali na ta zemljevid, pa župani me prav razumete, a smo mi najboljši, ne? Potem bomo to težko v življenje spravili. Gospod predsednik Državnega sveta je povedal, da smo tu v veliki zamudi. O tem vprašanjem bi se mogli verjetno pogovarjati 15 let nazaj. Bi pa verjetno bil danes čas, da bi tiste stvari, ki jih takrat nismo zadeli, popravljali. In bi bila Slovenija s tistim segmentom, ko sem prej omenil, da če bi država tako funkcionirala, ko občine funkcionirajo, še enkrat ponavljam, ko imam stike z župani, jaz mislim, da so največkrat župani bolj šparovni z denarjem od občinskega proračuna, kot za svojim. In če bi država tako funkcionirala, to moram še enkrat povedati, bi bil razvoj bistveno drugačen v Sloveniji. Skratka, jaz bi se zahvalil za vaše delo. Jaz sem prepričan, da bo treba še tu malo kaj postoriti, da bo zadetek v polno. Skratka, želim pa zaključiti, tam, ko sem prej govoril o volilni zakonodaji, volilne zakonodaje ne bomo mogli sprejeti, če bomo gledali vsak svoj volilni okraj in tudi te zakonodaje bomo težko dali skozi politiko, če bomo gledali seveda za vsak, za sebe, da bo najboljše. Mogoče zaključni stavek. Gospod župan te lepe občine je govoril prej o zgodovini, da je danes občina Zreče tako uspešna, kot je, sta se poklopila predvsem dva segmenta. Tisti ljudje, posamezniki, ki so pred mnogimi letimi prišli v Zreče oziroma so bili v Zrečah, narekovali razvoj, vsi ostali so pa tu sledili. Tudi mnogo hiš, domov, ki so bili verjetno v Zrečah stoletja, so šla zato, da je tam lahko podjetje. In tako bomo mogli se tudi mi v bodoče obnašati, da bomo boljši v Sloveniji. Hvala lepa, pa še lep dan naprej. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani gospod Holcman, gospod poslanec, kolegi župani, gospod podžupanja, pozdrav vsem iz občine Vitanje in v mojem imenu. Hvala lepa uvodoma za sklic in organizacijo današnjega srečanja in spoštovana oba predavatelja, hvala za strokovno predstavitev, ki je zelo dobrodošla in ena redkih, ki smo jo pravzaprav bili deležni, ali pa če sem točnejši v tem ciklusu priprave zakonodaje na to temo oziroma
samega projekta ustanovitev pokrajin eden prvih oziroma eden redkih sklicov. Po moji oceni velja nadaljevati s to dobro prakso in o tem obveščati pač še bolj intenzivno kot doslej, v nasprotnem prihaja do dezinformacij, ki rodijo seveda potem tudi različna, morda večkrat neprava stališča. Občutljiva tema za majhno državo kot Slovenija, pa vendarle, moje mnenje, če se bomo lotili te reči z pravimi koraki, s pravimi nameni in s pravimi izhodišči, potem bi moral biti temu primeren tudi dober rezultat. Osebno, če se dotaknem in podkrpim ugotovitve na temo lokalne samouprave, ureditev po mojej oceni optimalna, velikokrat koga preprečujem takole vmes v vsakdanu o tej situaciji, podkrpim pa običajno to razmišljanje s tem, da povem, da se v sedanjih občinah so se našle združbe ljudi, ki jih družijo identični problemi. To je zelo pomembno, mi lahko združujemo neke stvari na silo, pa če ljudje nimajo skupnih problemov in razmišljajo raznoliko, potem cilji ne morejo biti doseženi. Enak pristop bi veljalo seveda upoštevati, ali pa upamo, da bomo imeli srečno roko tudi pri formiranju pokrajin. Prvenstveno je pomembno, da nas združujejo identični problemi. Tisti, ki tarejo pač eno območje, tisti so potem seveda izziv tudi za rešitev. Mali pomislek imam, bom iskren, povedali ste, nadzor postavlja svet regije, pa sem malo skeptičen, če je to prav nastavljeno, se mi zdi, da bi primernejša rešitev bila, da ga formira svet občin. To tako mimogrede boste mi najbrž povedali kak odgovor, ampak ja, no, skratka končam, želim vsem skupaj srečno roko pri nadaljevanju teh prizadevanj, pa da čim prej pravzaprav tudi končamo to zgodbo in da stvar zaživi v praksi, kjer si seveda želimo, da bi podala uspešno sliko in efekte. Hvala lepa. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi vsem že danes večkrat imenovanim od moje strani. Jaz sem da prvič na tej vaši predstavitvi v tem času, ker se v tej državi pogovarjamo o lokalni samoupravi pa o regionalizaciji, smo teh predstavitev veliko poslušali, pa se mi zdi tale izjemno zanimiva, predvsem iz dejstva, da izhaja iz nekih zgodovinskih dejstev, ki so vsekakor pomembna. Na to temo je možno razpravljati zelo na široko in na vse načine, pa vendar to regionalizacijo pa pokrajine smo v tej državi že mnogokrat delali, pripeljali skoraj čisto do konca, pa so potem kakšni politični akterji iz seveda znanih razlogov odločili, da jih pač ne bo. Verjetno bo zgodba tudi v prihodnje tako se peljala. Dobro se mi zdi zadeva zastavljena, ker pravite, da to je nek daljši rok, 10 let, da naj počasi se zgodba zgodi, kar je tudi res verjetno edina ena možnost. Vsi ugotavljamo, da ta sredina res manjka, ne? Tudi to pravijo, da v politiki pa v tem svetu ni nekih, vsaj v politiki ni nekih prijateljstv, ne vem kakih so predvsem interesi, ki dolgoročno stvari povežejo in naredijo. In kot ste sami povedali, te cilje je treba tudi pri tem projektu zasledovati. Jaz vam želim srečno roko, mi pa seveda to podpiramo, vse to, kar ste rekli tudi. Hvala. Hvala za vam dobrne, Branko, vam Vojnika. Ja, hvala lepa za besedo, da tudi prijatelji, lep pozdrav tudi predsednikom in ostalim. Za moje razmišljanje v tej zgodbi je naslednje, da nekako
občine v teh oblikah, ki so se pokazale kot dober in uspešen, bi rekel, način obvladovanja nekega prostora, nekega števila ljudi z nekim interesom. Vmes se nam je pokazalo pravzaprav to, da smo vsi nekako obsojeni na medsebojno sodelovanje in da pravzaprav že imamo kar nekaj oblik, ki so nastale zdaj sodelovanja, ki nas pravzaprav peljejo naprej zato, da lahko dosegamo razvoj, ker skoraj nobena občina ne more sama funkcionirati. Čim jo malo širše pogledaš, pravzaprav si obsojen na sodelovanje. In pri nas imamo, ne vem, skupne občinske uprave, tule vsi župani, ko smo skupaj, zato, ker smo skupaj reševali nekatere probleme in nam je lažje. V celjskem bazenu imamo, ne vem, skupna javna podjetja, odvoz odpadkov, ne vem, vodovod, kanalizacija. Jaz moram reči, da mi v Vojniku praktično nimamo težav s tem, pa poslušam, kak so drugi problemi, sem zato, ker smo jih skupaj reševali na malo večjem prostoru, ne samo vsak zase. Problem tega, da ni pokrajin, smo tudi reševali pravzaprav z temi statističnimi zgodbami in ko smo prisiljeni, ne vem, nek projekt narediti tudi z evropskimi sredstvi, smo nekako morali znajti in smo pač te regije postavili tako, da so pač bil en umesen člen. Jaz verjamem, da niso najbolj posrečene, ampak so služile, ker so nastale iz potrebe. Težava se nam pojavi pa na naslednjem koraku. Tukaj, ko se zelo strinjam z vašim izvajanjem, komunikacija z centrom, z državo je pa slaba. Pa ne zato, ker ljudje ne bi želeli sodelovati, ampak enostavno, ker je težko vsak ta manjši interes potem skupaj spraviti. Težko tudi zato, ker smo grozljivo birokratizirali vsako stvar, mi smo tudi nekatere stvari čisto popačili. Jaz vedno rečem, vrtec je nastal zato, da človek, ki gre delati, ima kam dati otroka, da mu ga nekdo pazi. Danes je vrtec vse druga kot to, vsi drugi imajo neke prednosti, da ne govorimo o standardih, ko ste jih omenili, plačuje ga lokalna skupnost, pa nimam čisto nobenega vpliva na nič, samo banka pravzaprav sem. In take stvari se dogajajo tudi na nivoju do države, do ministrstev. Potem moraš imeti malo sreče, tako ste rekel, ali enega malo bolj poznaš, ali imaš srečo, da si z nekom našel nek skupni jezik, ampak je nemogoče na vseh ministrstvih enako kvalitetno delati. To se pravi, da neka potreba tu definitivno bi obstajala po neki organizaciji, umestni. Je pa tu, vsaj na moje strani, vsaj dva strahova stane. Eno je ta kadrovski, ki ste ga tudi že vi omenili. Če bo pokrajina sestavljena iz nekih ljudi, ki ne bojo imeli kaj početi, pa bojo pač prišli na pokrajino, pa bi že naprej lahko rekel, da to ne bo uspešno, ker se bomo skregali verjetno na prvem resnem skupnem problemu. Drugo pa, kar vidim težavo, ker za ustanovitev pokrajin seveda je treba odločati v državnem zboru. In mi imamo trenutno ta politični prostor tako nekako razdeljen, razmetan, da ne vem, kako bomo ta problem rešili. In Boga pa treba rešiti. Zdaj tudi tu župani rešujejo nekateri zgodbo tako, da pa so se odmahnili od politike. Ampak način pa ni pravi, ker v bistvu, če je kdo političen, je seveda župan tudi političen. Ne vem, kako ga bomo reševali, bo ga pa nujno rešiti, če bomo hteli korak naprej. Jaz sem tudi vesel, jaz sem že enkrat z gospodom predsednikom bil na ene takele predstavitvi, vidim, da je napredek precejšen že v tem času narejen, stvari se kristalizirajo in verjetno bo vsebina tista, ki nas bo na koncu pa vsem spravila v neko enotnost. Tako da jaz seveda si želim, da do tega pridemo, da bo to kvalitetno orodje za to, da bomo delali tisto, kar trdim, da na občini veliko boljše delamo kot na nivoju države, da je prvenstveno skrb za ljudi, ki živimo na tem prostoru in pa za razvoj tega prostora nad vsemi ostalimi interesi. Na občini jaz verjamem, da to je, vsaj pri nas, nisem pa tisti, ko bi rekel, da je tudi v državnem zboru potem tako in to nam manjka, mogoče ta poenotenost, pa res hvala za povabilo še enkrat pa za priložnost. Gospod župan, hvala za to, da ste to rekli. Pa vendar, iz vaših občin, tako kot vaš gospod poslanec,
prihaja poslanci. In v drugem odstavku 143. člena je jasno napisano, občine sodelujejo v tem. Ja, primite svoje poslance, če jih imate. Tukaj imate, samo za tega se ne bojim. Je pa dosti takih in treba bo preprosto župane našuntati. Čistička drugega, naj primejo svoje poslance za to, čakaj malo, a ti delaš za kraj ali delaš proti, a delaš za našo pokrajino ali delaš proti. Mislim, da to so orodja in sprejemanje seveda dvotretjinske večine prisotnih poslancev, to se pravi ne celega parlamenta, ampak prisotnih, pomeni tudi to, da dejansko lahko občine, ki dobro funkcionirajo, kar vedno znova poudarjamo, ni res, zakaj ne bi? Ravno zaradi tega, ker je to z ustavo varovana pravica. Veste, to ni kar tako. Ustava to varuje in mi smo, ker pokrajino nimamo v neustavnem stanju. Tako kot je zakonodaja problematična, kaj je že, mislim, volilna zakonodaja problematična, tako je tudi tole. In nikogar še pač ni bilo, ki bi ustavno sodišče našuntal, da bi rekel, čakajte malo država, kaj zdaj, v ustavi imamo to, ali črtamo člen, ali pa naredimo to tako, da bo korist ljudi tam. Toliko. Ja, hvala, mogoče še gospa podžupanja iz občine Šentjur. Jaz bom čisto kratka, se zahvaljujem za povabilo in tudi lepo pozdravljam vse navzoče. Seveda tudi v občini Šentjur se strinjamo, da je ustanovitev pokrajine tista zadeva, ki bi služila zagotavljanju širših interesov neke malo večje lokalne skupnosti, kot je občina, ker tako kot ste že moji predhodniki povedali, velike stvari, ki se nujno morajo reševati v sodelovanju večjih občin, da ni to sam stvar ene občine. Tako da jaz pričakujem, da bo ta dva osnutka zakona čim prej šla v nadaljni postopek, da se dejansko začne o njih konkretno razpravljati in da se čim prej skuša doseči nek konsens, da te zakoni tudi uradno zagledajo luč sveta. Tako da bi mogoče ob tej priliki vprašala, kako daleč je zdaj zadeva s tem in kakšne so predvideni terminski načrti, kaj se bo s tema dvema zakonoma zdaj dogajalo. Hvala. Do konca meseca bomo imeli že priročnik o ustanovitvi pokrajin, ker je vse te dneve razloženo. Zdaj pa da vam nalijem čistega vina. Ni odvisno od poslancev, če bodo pokrajine sprejeti ali pa ne. Veste, kdo lahko ustavijo pokrajine? Pokrajine lahko ustavijo ljudje iz državnih podsistemov. Zdravstvo, šolstvo, varnost. Oni že imajo svoje pokrajine in nihče o tem noče javno spregovoriti in poslanci tudi ne bojo, da se ne bojo komu zamirili, jaz pa bom. Mi nimamo odpora med poslanci, nimamo odpora med župani, mi imamo odpor med temi državnimi sistemi, ki so si lepo naredili vsak svoje pokrajine, ampak se te pokrajine križajo in prepletajo. In vsi se strinjajo z vsem in ko prideš na sestanek strokovne skupine, tudi stroka enotna, ampak potem, kot Đorđe Balašević, ne dirajte mi mojo ravnico, ne dirajte mi mojo delitev. Najlažje je z obrambo. Obramba, vojska, gasilci so nekako tako organizirani, čisto logično, tako kot vi sodelujete. Če gremo pogledati vaše tokove sodelovanja, menjavo, demografijo, logistiko, vse, oni so nekako najbolj logično razdeljeni. Ko dregneš pa v druge interese, kjer se plasira pa tudi največ javnih sredstev, tam je pa zadeva malo drugačna. In če bojo oni pritiskali na poslance namesto vas, če boste pa vi pritiskali na poslance s svojimi interesi in kaj mu poskušajo prodati? Nebuloze, imena. Za mene je to konec koncev nepomembno. Kje bo kjera občina? Vi se boste odločili, v kateri pokrajini boste. Nihče ne bo prišel, pa vam bo predpisal. Glejte, to ni nujno, da so vse pokrajine na tehtnico dane, pa čist enake. Nihče ni nor, da bi administrativno spravljal skupaj nekaj, kar skupaj ne gre in rušil povezave tam, kjer so.
Ampak, zakaj smo mi tak model naredili? Na nekem vragu pa moraš izračunati, koliko to stane, pa kakšen efekt je, in naši izračuni kažejo enostavno tole. Da če vzamemo 10 občin, ki bi naj tvorili eno pokrajino, pogledamo, koliko te občine denarja dobijo zdaj, in če bi po zakonu o pokrajinah gledali, potem nominalno in relativno, procentualno dobijo s pokrajino več. Temeljni cilj nam je zagotoviti stabilno financiranje lokalne samouprave občin, ker se sredstva na pokrajini zagotovijo tako, ne če je ministru všeč, pa če reče imamo ali nimamo, ampak da dobite tisto, kar vam po zakonu gre za naloge, ki jih vi opravljate. Del nalog preide z države na pokrajino in potem ne more država asimetrično deliti ta sredstva. Zdaj imamo večino tam, pa onim damo, zdaj imamo večino tam, pa onim damo. Konec je tega. Sredstva za pokrajine so fiksirana. Pokrajine same razpravljajo o tem. Dejansko, kar se zgodi v Sloveniji, zgodi se politični prevrat. Stranke nimajo več tolikšnega vpliva na to, kdo bo paradni konj in kdo bo ostal od zadaj. Imajo vpliv na tisti del, ki ostane na državi, imajo vpliv na tisto, kar je nacionalni interes in nadpokrajinski interes, ampak začne se na nek način transparentno gospodarjenje. In samo še odgovorim, ker to se mi zdi pa najbolj pomembno, še enkrat bom ponovil. Če bomo pokrajine administrativno, govorim o upravi, ne o predstavnikih, če bodo administrativno popolnjene s kadri iz ministrstev, dajmo, jaz prvi vstanem, obrnem ključ na to zgodbo in grem. Kadri, ki tja pridejo, morajo priti vrhunski kadri, ki jih imate zdaj v skupnih upravah, ker ti so se izkazali, da znajo delati z denarjem. Ti morajo priti tja. Pravijo, potem bo pa viška kadra, kam jih bomo dali. Veste, jaz prihajam iz gospodarstva. Vsakega, ki zna in hoče delati, znam zaposliti. In nimam pojma, kam bi dal tistega, ki je dokazal, da ne zna in noče. Nimam pojma. Za tistega morajo vedeti pa na zavodu. Pa recimo Bob, pa ne me zaradi tega vsi politično nabijajo, ampak konec koncev enkrat moramo popolniti operativo strokovnjaki, ne več pa z prijatelji, pa tistimi, ki jih nimamo kam dati. To je to. Hvala lepa. Kratko, da poznamo nekaj ljudi, da se vsi strinjamo, da je Slovenija pretirano centralizirana, da načelo decentralizacije ni zaradi neuvajanja na druge ravni, torej udejanjeno, da seveda verjetno s tem nasaja tudi potencijalni stroški, torej vsaj v razvojnem smislu, ker v bistvu ta razvoj ni sistematičen, torej ne sprejemajo, da izvoljeni organi ne sprejemajo odgovornosti in seveda, da s tem nastajajo torej precejšnji stroški, ki jih je verjetno še ni nihče uspel tudi ne izračunati in da je seveda škoda največja na naših razvojnih aktivnostih, možnostih in po moje, da smo vsi prisotni za. Seveda, zahvalil bi se gospodu predsedniku in pa gospodu Holcmanu oziroma ekipi Državnega sveta. Spomnimo se, da je seveda na pobudo predsednika Pahorja, predsednik Državnega sveta, bomo rekli prijazno prevzel nehvaležno pod navednicami pokroviteljstvo nad tem projektom. Malce jaz tudi lahko rečem, ker nisem nek velik politik, da verjetno tudi ni v največjem interesu, torej partitokracije ali pa političnih strank ta projekt, kar se kaže seveda tudi v neudejanjanju od 95. leta naprej, tako da tu bo treba kar precej energije in pa prepričevanja še na terenu, ampak jaz mislim, da smo v bazi za in če smo v bazi za, bomo pritisnili verjetno tudi na svoje politične predstavnike, na stranke, da enkrat to udejanjimo in seveda po moje je to pač edina pot, da začnemo tudi bazi volivce prepričevati, seveda volivci pa posredno izbirajo tudi svoje politične predstavnike, tako da je verjetno ta vzvod od spodaj navzgor pravi, seveda z vašo pomočjo oba principa vodita k zmagi. Zdaj pa najlepša hvala seveda za ta trud, hvala tudi vam, ki ste se udeležili ali pripravljali, tudi mojim, torej našim sodelavkam in pa sodelavcem.
Zaključil bi pa s tistim, kar je gospod Holcman že nekako načel. 1849. leta je bil kot številka 170, če se ne motim, sprejet ta provizorični zakon o občinah v takratni, bomo rekli, naši domovini Habsburški. In takrat je grof Štadion bil notranji minister in ob sprejemu je rekel, torej, ko so poslanci sprejeli, zaploskali in tako naprej, oziroma takratni pač predstavniki naši, da je temelj svobodne države svobodna občina. V današnjem duhu bi lahko dejali, da je temelj svobodne države, da sta svobodna občina in svobodna pokrajina, in seveda, da pričakujemo, da postane ta svoboda torej čim prej uveljavljena tudi v Republiki Sloveniji, seveda z udejanjanjem pokrajin, in da s tem seveda, bomo rekli, izpopolnimo ta vakuum med državo, med pretirano centraliziranostjo in pa, bomo rekli, atomiziranostjo Republike Slovenije. Verjamem, da smo verjetno vsi za. Hvala lepa za tole priložnost, za ta posvet, in pa vas prijazno vabim, zdaj najprej še mogoče na kratko izjavo za medije, ker zamujamo nekaj časa, potem pa seveda na kosilu, kjer se še lahko pogovorimo o teh zadevah. Izvolite, dr. Holcman. Samo eno stvar bi dopolnil. Kot veste, je 1853 prišlo potem do oktroiranega posega, potem je pa prišlo po deželah do posvetov. In leta 1859, pred novim sprejetjem zakona o občinah, je na Štajerskem bila narejena tako imenovana posvetovalna pisarna in pa potem tudi izjava. In zanimiva je pa tale, ne? In to je tisto, kar gre zdaj v tisto, kar smo danes ugotovili. Namreč, dobra občinska organiziranost ubija samovoljo, samovšečnost in nezainteresiranost za vsakega posameznika. Tako da gre tu naprej potem od svobode. Ta Bericht, to poročilo imam v originalu še nekje, pa ga nisem našel, drugače bi ga dan zelo prinesel. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala.